Pozdravljeni v novi bonus epizodi Tedenskega safarija, podcasta, ki ga spremljajo levi in desni. Pa tudi surikate, nosorogi in krokodili. Če v rednih epizodah spremljamo politično dogajanje in ga analiziramo, se v bonus epizodah o njem pogovarjamo z akterji. Danes je z nama v studiu aktualni evropski poslanec, nekdanji župan Kočevja in kandidat na evropskih volitvah, za katerega se govori, da bo resen kandidat tudi na parlamentarnih volitvah in tudi o tem ga bomo vprašali. Je pa tudi oče dveh najstnic, navdušen strelec in zbiratelj stripov. Vladimir Prebelič, dobrodošli v Tedenskem safariju. Hvala za povabilo že sedaj. Tako mimo grede lahko rečemo, da nam težko, vam še najbolj kdo očita, da smo zeleni, ker smo skupaj stari 120 let. 50, 40 in 30, lažje pa rečemo, da ima vsak svojo generacijo, ki jo nagovarja. Ne? Res je. Pa to so lepa leta, lepa okrogla leta. Drži. Pa morda, če začnemo kar takole, ste že kdaj bili na safariju ali je to danes prvič? Ne, na safariju ne. Moram povedati, da tudi če bi hodil, me ubijanje ni blizu, to moram povedati. Prej ste omenili, da streljam, ampak to je samo tarča. Tako je. Se pravi, vas tudi jaz ne bom spraševal po najljubši trofeji. Bi vas pa vprašal, se počutite v tem političnem slovenskem prostoru kot antilopa, ki teče pred nekom, ne? Bolj kot lev, ki napada plen, ali morda celo hijena, ki občasno rada pogleda kaj od strani in se nareži temu? Ne, jaz se v teh prispodobah vidim samo kot leva. Nisem nikoli bežal pred nikomor, nikoli se nisem skrival pred nikomor. Vedno sem bil jasen in direkten in mislim, da so to kvalitete, ki jih v politiki vse preveč pogrešamo. Drugi tečejo pred vami. To ste vi rekli. No, ne samo kandidat na evropskih volitvah, tudi evropski poslanec ste že 3 mesece. Kako je biti evropski poslanec? Je to ta sanska služba, kot se nekaterim zdi, oziroma kot so prepričani nekateri? Ja, kakor za koga. Evropski parlament deluje na način, kjer se seveda sam odločaš, kako se boš angažiral, katere stvari boš delal. Verjamem, da se nekateri vzamejo stvari bolj na lahko in moja odgovornost do volivk in volivcev je velika. Jaz sem si vzel 3 odbore, 11 držav, 4 fajle, sem poročevalec, skratka mnogo stvari počnem in na to sem ponosen. Iz vašega odgovora bi skoraj sklepal, da ste v teh nekaj tednih v Bruslju že opazili kolege iz Slovenije, za katere to je sanska služba. To pa drži. To pa drži. Bomo koga imenovali? Težko. Nekaj njih, ampak ne bom šel zdaj v detajle. Rekli ste pred evropskimi volitvami, da tudi med evropskimi poslanci tam v Bruslju, med slovensko ekipo mora biti ne glede na politično družino več sodelovanja. Bi rekli po 3 mesecih, da se to že kaj materializira? Žal ne. Tega pogrešam. Na veliko tiskovnih konferencah prihaja samo nekaj nas, ponavadi 3, maksimalno 4, določene poslanske skupine, verjetno veste, katere vedno manjkajo. To me žalosti, zaradi tega, ker se mi zdi, da bi morali tudi v tem delu poslati jasen signal, ne oziraje se, kako se razlikujemo med seboj, moramo imeti pa neke skupne vrednote, tudi skupne cilje za Slovenijo in se mi zdi, da je to res ena zamujena priložnost. Mogoče se pa kaj spremeni do konca mandata. Ko ste se prejšnji četrtek vračali iz Bruslja, nam še ni vladal, recimo temu kazensko ovadeni premier, danes je to že drugače. Kako so te stvari videti z distance, ko se jih gleda z Evrope? No, najmanj nenavadno, to moram biti iskren. Veste, sam menim, da ima politik samo eno samo valuto, če lahko temu rečem, in valuta je zaupanje oziroma je verodostojnost. Če tega dvojega nimaš, potem zelo težko tudi vodiš. Kako bo sicer v demokracijah, še enkrat govorimo o demokracijah, ne tam, ker ljudi siliš v nekaj, ti jih moraš prepričati v nekaj. In če tega dvojega nimaš, torej zaupanja in verodostojnosti, potem pravzaprav si omejen v tem, kaj lahko dosežeš. In mi je res žal, da se je to zgodilo. Mislim, da vlada ima udobno večino, lahko bi nekaj storila, na ta način seveda bo to bistveno težje, če sploh. So bile pa že pred ovadbo težave s storilnostjo, ko omenjate, ne? Zdaj, glede na to novo okoliščino, pričakujete, da bodo volitve kaj prej, kot smo si vsi skupaj mislili, ali vendarle redne, kaj pravite? Jaz težko verjamem, da bodo prej, zaradi tega, ker se mi zdi, da vsaj nekateri poslanke in poslanci zelo težko pričakujejo nadaljnje delo v državnem zboru in ko pride potem do osebnih interesov in osebnih pričakovanj, dvomim to, da si bodo ljudje skrajšali mandat, pa nič slabega ne želim, tako da jaz pravzaprav ne pričakujem predčasnih volitev, verjetno bi bile pa vsaj v tej situaciji, v kateri smo, verjetno smiselne. Pričakujemo na teh volitvah, ko bodo tudi vas?
Zaenkrat ne. Jaz mislim, politika je takšna, veste, ne moreš se vsiliti v politiko. V politiko vstopiš na način, ko pride do nekega konsensa, če se res pokaže neka priložnost, možnost, tudi potreba. Sam osebno se nikoli nisem nikomur vsiljeval. Je pa tako, če se bo prostor izrazito izprazno, če bo potrebno še kaj narediti za Slovenijo, jaz se dela nikoli nisem bal, rad delam, tudi izzivu se nikoli nisem bal, nisem se pa nikomur vsiljeval in nikoga ne bom prepričeval, da sem lahko samo jaz odgovor na številna vprašanja. Bi pa to naredili spet v okviru recimo Vesne ali z lastno stranko? Jaz mislim, da bi bilo dobro, okolikor se bomo o teh stvarih pogovarjali, iskati čim širši konsens, ampak to je zdaj trenutno res zelo prezgodaj govoriti. Želel bi si, da bi se na levem delu, kjer se mi zdi, da so volivci najbolj razočarani danes, res ponudila neka kvalitetna alternativa, danes te alternative pravzaprav ne vidim. Imate pri sebi kakšen dvom, recimo glede kredibilnosti, zakaj govorim o tem? Relativno pred kratkim ste pač začeli mandat evropskega poslanca, pa bi potem rekli volivci, saj smo mu dali mandat za Bruselj. Ne? Se popolnoma z vami strinjam in to je tudi moj argument. Jaz sem dejansko kandidiral za poln mandat in to je moj cilj, torej dokončati mandat v Evropskem parlamentu. Bilo bi neresno, da ne rečem tudi malo nepošteno do tistih, ki so me volili, ampak se veste, če bi bile okoliščine res zelo zahtevne, težavne, izzivalne, potem bi, ukolikor bi tudi javno mnenje to želelo, o tem razmislil. Nikakor pa ne, da bi se zdaj vsilil nazaj. Delo, ki ga upravljam, delam rad. Pa če vas morda še tako izvamem, ko ste bili v predsedniški kampanji, smo tudi pravzaprav slišali, da greste all in v predsedniško tekmo, pa ste vendarle že pred volitvami vložili župansko kandidaturo. Je tukaj tudi kaj tega, pripravljanja vendarle tudi na kakšne druge volitve, za katere se omenja, da ne bi vam bile blizu zdaj. Hvala za to vprašanje. Torej, vložil sem kandidaturo, če bi šli v koledar pogledati zadnji možen dan, predvsem zaradi tega, ker sem tisti trenutek ocenil, da v Kočevju nismo še imeli izdelanega naslednika, bi bilo mogoče tudi z moje strani malo neresno, da kar odidem in pustim stvari na tak način. Mislim, da sem se takrat pravilno odločil, ta oseba, ki je danes župan, se je v tem času, v teh 2 dodatnih letih še dodatno izprofilirala in mislim, da je bilo to pravilno. Pa še nekaj, to nisem naredil zato, ker bi sam tako želel, ampak tudi zato, ker so ljudje pravzaprav to pričakovali. In mislim, da je rezultat bil zelo jasen. Mislim, da sem dobil neki 73% takrat. Če se malo vrnemo na to godljo, ki smo jo že omenili v Ljubljani, s to ovadbo, kako razumete, poleg seveda Roberta Goloba imajo ključ do potencialnih volitev koalicijski partnerji in, kot ste rekli, poslanci, kako razumete odzive koalicijskih partnerjev? Levica je rekla nekako, vsak si mejo svoje kredibilnosti črta sam, naj premier sam razmisli. Socialni demokrati morda še za odtenek bolj medlo ali zadržano v smislu resno spremljamo in se bomo pogovorili. Bi morali kaj bolj odločno reči? No, jaz sam bi bil bolj odločen. Zdaj, vsi tisti, ki zdaj na nek način hočejo vso to odgovornost, če lahko temu tako rečemo, za nastalo situacijo pripisati samo premijeju, se morajo zavedati, da, kot ste sami ugotovili, oni v tej zgodbi sodelujejo. In zdaj s tem ne imeti nič, se mi zdi malce pobalinsko. Torej, če si v zgodbi, potem iz tega izhajajo pravice in pomembno dolžnosti. Meni se zdi, da teh dolžnosti je vse premalo in jaz bi bil zelo previden, če bi bil partner v taki zgodbi, ker se mi zdi, da na koncu vseh koncev bomo volivke in volivci presojali vlado, ne vsako stranko posebej in ne vsakega imena posebej. In tu bi bilo dobro, da imajo pred očmi, da ne bo potem kakšnih negativnih presenečenj. Zdaj, omenili ste, da razen, se pravi, da vas pravzaprav na teh prihodnjih parlamentarnih volitvah ne pričakujemo, razen če bi razmere to od vas zahtevali. V kakšnem primeru, kaj konkretno recimo bi pomenilo, da razmere od vas to zahtevajo? To pomeni, da mora recimo Milan Kučan in Četica prideti na romanje v Bruselj. Ali pa Janja Božič-Marolt kakšno posebno anketo objaviti. Ne. No, hvala, to je res zelo v redu, da ste to vprašali. Jaz moram biti res jasen. Za razliko od ostalih kolegic in kolegov v slovenski politiki je za mano, če se zdaj obrneva, nič, ta zavesa in tako tudi je in bo tudi naprej. Jaz nimam nobenih, bom rekel, botrov takih in drugačnih, jih nikoli nisem posebej želel in nikomor, predvsem to je bistveno, nisem ničesar dolžan. Vse volitve in vse kandidature, ki sem jih izpeljal za zelo oskim krogov prijateljev, iskrenih ljudi in nobenih velikih političnih botrov in to se mi zdi, da je lahko velika primerjalna prednost, ker kot vidite, vsakdo, ki se podaja, ima vedno neko prtljago. Jaz imam to prtljago z
fokusirano na damsko torbico. Zdaj, ko si že ravno omenil gospoda Kučana, Peter, pravite, nimam botrov, zato potem dajejo, če jim rečemo tako botri, tudi malo čudne izjave o vas, ne? Milan Kučan pred kratkim za Večer, da ste tabula rasa. Lahko bi to tudi kdo razumel kot Vladimirja Prebiliča, praktično ne poznam, kdo pa to je. Ne? Lahko, lejte, se s tem niti ne obremenjujem. Tisti, ki me spremljajo, me že malo poznajo. V teh, prej ste povedali, 50 letih te hoje, to ni malo, ne? Ja. Ker ste enkrat to nabereš, števce še vedno vrti. Lejte, je pa res, da v savani veter zabriše vse sledi. Tudi to je res, samo moje so globoke, ker imam 100 kil, tako da puščam dober odtis. Skratka, hočem samo to reči. Lejte, jaz resnično se ne bom odzival na ta način, da bi se kamorkoli prislinil, naslanjal, nekoga potreboval. Če bo okoliščina takšna, če bodo ljudje v tem razmišljali, se lahko o tem pogovarjamo, ampak res samo na iskren, transparenten način. Tisti, ki pa rabijo svojo podporo, mislim pa, da jih je na sceni že mnogo. Omenili ste, oziroma smo vsi skupaj na hitro socialne demokrate, še kdaj vidite med njimi? Moram reči, da zelo malo. Videli smo se pred časom, moram tudi sami iskreno povedati, da sem, ko sem kandidiral za predsednika republike, vseeno pričakoval, da bomo najdli skupni imenovalec, pa se niso za to odločili. Mislim, da je bila to zamujena priložnost. Potem po tistem smo se še dvakrat malo srečali, ampak zaenkrat je ta diskurs zamrl. Mislim, da imajo zelo veliko izzivov v lastni hiši in je prav, da najprej to probajo rešiti. Potem bomo pa videli, kako naprej, ampak mislim, da imajo dovolj sami dela. Se pravi, na določenih špekulacijah ali pa idejah, da bi recimo vi lahko socialne demokrate dvignili iz nekega, bom rekel, močvirja, kjer so se znašli v sodelovanju v trenutni aktualni koaliciji, torej ni te... Oziroma, kje vidite ovire? No, to bi bilo zelo samo všečno, da bi lahko samo jaz, en sam človek, rešil vse njihove probleme. Ne? Problemi so pri njih zelo kompleksni in jih morajo pa predvsem sami rešiti. Ne? In mislim, da če bodo to opravili, potem je mogoče smiselno še kakšen pogovor, ampak najprej, še enkrat poudarjam, mora biti to na njihovi strani rešeno. Sam jaz težko njim v tem delu pomagam. Seveda, tlele moram biti jasen, če bi se kdaj karkoli aktiviral v tem delu, bom seveda deloval v, recimo temu, leve političnem spektru, nikakor ne v desnem, tam pač težje. To ne pomeni, da ne moram sodelovati. Ni pa to moj milje, to mora biti pa popolnoma jasno. Že pred tedni ste za časopis Delo poslali nek signal, vsaj takrat je to tako delovalo, da bi vas zanimalo sestavljanje vlade na prihodnjih volitvah oziroma po njih z Anžetom Logarjem. Ne? Od takrat je Anže naredil nek prvi korak v smislu lastne politične poti, stopil po 25 letih iz SDS-a, potem ste dali v prvem odzivu za eno televizij že malo bolj, kako bi rekel, zadržan odziv. V slogu tega, kar pravite tudi danes, nismo še tam, oziroma niti jaz še ne vem točno, kako bo. Ne? Kaj se je vmes spremenilo, pa bom zelo konkreten, ker neke namige v to smer sem dobil. Ste bili deležni tudi kakšnih, ko je omenjal četico, kakšnih političnih pritiskov v zadnjem času? Ne, to ne, ni bilo nobenih. Če parafraziram zdaj gospoda Kučana, saj sem tabula rasa, kdo pa sem jaz? Torej, zakaj bi mi kdo grozil, sem popolnoma nenavaren. Hecam. Hočem reči naslednje. Z gospodom Anžetom so se dvakrat dobila na njegovo pobudo, pogovarjala so se, sam osebno menim, da je verjetno res prišel čas, ko bi bilo potrebno preseči klasične delitve. Je pa zelo iskreno, treba najprej preveriti, kdo, na kakšen način in s kakšno vsebino prihaja. Tlele imam jaz kar nekaj zadržkov, se v nekaterih stvarih popolnoma ločiva, ne? Recimo najbolj temeljne stvari, recimo javno šolstvo, javno zdravstvo, tudi zdaj konec koncev, zdaj ta zakon o zdravnikih in podobno, imam drugačen pogled na ta vprašanja in tukaj seveda raznolikost je lahko zanimiva, mora biti pa ta raznolikost do te mere še vedno blizu, da lahko sodeluješ. Tako da med nama so, bom rekel, svetovno-nazorske razlike, ki niso nepremostljive, obstajajo pa in so pa popolnoma jasne. Malo bom še vztrajal na tistem vprašanju, s katerim sem začel, namreč določena omrežja naj ne bi bila najbolj srečna, da ste že v prvi izjavi na to temo pogledali čez politični pol. To drži, imam pravo informacijo? Imate prav, so se nekatere obrvi dvigalne, ampak veste, lejte, še enkrat, zahvaljujoč dejstvu, da nisem nikomu nič dolžan, je tudi po moja naloga, da včasih kakšno obrv tudi dvignemo, pa da stopimo iz teh nesrečnih okvirjev v naši Sloveniji, ker to nas res tudi v miselnem procesu zelo omejuje. Zdaj bom kakšno obrv še poimenoval, ker je to seveda moja novinarska dolžnost, pa boste sami potem rekli da ali ne, ali pa ne
ne vem. Okay. Vesna Vuković, Damir Črnčec, vas je res kdo od teh poklical? Ne, to pa ne. Ne, teh me pa nisem. Niso klicali, jaz sem se z gospod Vesno Vuković dobil samo enkrat, to je bilo še v času pred evropskimi volitvami in nikoli več. Poleti vas je Anže Logar obiskal na Radlerju. Sva se že z njim v eni epizodi pošalila, da je to zametek Radler koalicije. Kaj pravite, bo na koncu taka koalicija? Ne vem, mislim, smiselno bi bilo, kot sem že prej povedal, iti preko sredine, to da, ampak premalo vem danes o njem, o njegovi vsebini, tudi konec koncev o njegovem odnosu do neke stranke, v kateri je bil. On je le 25 let nekje priživel in to pusti seveda določen odtis, takšen in drugačen. Če bi bil sposoben vse to nekako res pustiti za seboj in stopiti mogoče korak bliže, bi lahko to bil nek začetek, ampak danes jaz teh odgovorov pravzaprav nimam. S kom potem recimo vidite ali od novih akterjev ali od že obstoječih akterjev možnost, da bi sodelovali oziroma kje so te razlike, rekel po domače, prevelike? No, jaz mislim, da se z vsemi moramo pogovarjati, tukaj je treba biti pošten, politiki smo to dolžni na vse zadnje, storiti tudi tiste, s katerimi nismo najbližji. Jaz mislim, da je najtežje približevanje s stranko pravzaprav SDS, pa ne zaradi stranke kot take, ampak voditeljem te stranke. Veste, so bile stvari narejene in storjene, ki jih težko človek pozabi, so bili koraki narejeni in storjeni, ki kažejo na določene deviacije, ko se pogovarjamo o demokraciji, in takrat moraš biti posebej pozoren. Tako da jaz mislim, da tukaj bo zelo težko, karkoli, če bi kdaj se o tem pogovarjali. Z ostalimi pa mislim, da se lahko pogovorimo in dogovorimo. Hkrati pa moram jasno povedati, tudi iz evropske perspektive, ekstremi, tako desni kot levi, se mi zdi, da niso povsem dodana vrednost v tem delu, ker motijo pravzaprav nek normalen problem. Pa se vam zdi, da je recimo stranka SDS ali pa Janez Janša bolj ekstremen od, naprimer, stranke Levica? Mislim, da sta si vsak na svojem polu kar dosti blizu, moram reči iskreno. Pa s tem, da jaz stranko Levico še vedno jemljem, bom rekel, z neko mero tudi simpatije. Jaz mislim, da imajo namen zelo iskren in si res za to, kar delajo, prizadevajo. Tukaj ni nekih skritih in drugih namenov. Težko rečem identično za stranko SDS. Težko pa jaz rečem za slovensko politiko, da bi nosila naslov med iskrenimi ljudmi. Ne? Ja, to se pa strinjam. Kadar ste na volitvah na ravni celotne države, imate precej konsistenten rezultat, tam okoli 10%, na predsedniških 10,6%, na evropskih 10,52%, res zelo blizu. Je to, bi rekli, domet, s katerim ste zadovoljni? Ali ciljate na kaj več? No, če bi se pogovarjali o vstopu v slovenski politični prostor, bo potreben verjetno boljši rezultat, ker biti samo eden izmed igralcev je za moj okus premalo. Namreč, če misliš resno, potem je treba razmišljati o tem, kako boš tudi vodil oziroma saj sooblikoval najpomembnejše odločitve. To, da 10% po mojem oceni danes ni dovolj, da bi lahko bistveno spremenjali podobo Slovenije. Iz nekih razlogov je morda razumljivo, zakaj ste se odločili za kandidaturo pri Vesni, ne, tudi časa vmes ni bilo, da bi organizirali nekaj novega, pa vendar v javnih nastopih se nam je pa včasih zdelo, da vas agenda stranke, ki je recimo malo blizu tem notam, ki jih je tudi kolega omenil v Levici, malo bolj utopistično, vse skupaj, da vas je to dušilo na soočenjih. Vas je do neke mere? Ne, mislim, imamo seveda malo različen pogled, to je jasno, moram pa povedati nekaj. Ne. Odločitev za Vesno ni bila samo, kako se zdaj hoče nekak način predstaviti, preračunljiva. Ideja sama je bistvena in je zelo dobra in o njej se bistveno premalo pogovarjamo v Sloveniji. Dolgoživa in trajnostna družba ne pomeni samo zelena narava in zelen travnik pred hišo, ampak pomeni medgeneracijsko sodelovanje, pomeni obremenjevanje okolja na način, da bodo tudi naši zanamci to okolje lahko imeli. In to so stvari, o katerih žal premalo govorimo in mislim, da moramo več. Tako da tukaj smo bili zelo blizu. Kako te dosegati, na kak način do tam prideti? Imamo mogoče malo drugačne poglede, moram pa poudariti, da skozi to obdobje zadnjega leta, pa tudi zdaj članstvo v Evropskem parlamentu, smo nekatere stvari, bom rekel, pogladili, se med sebojno približali. Ste v preteklosti izrekli na teh nastopih kakšen stavek, ki ga sicer ne bi, če ne bi bilo njih zraven? Ne, to pa ne. Jaz sem vedno verodostojen, predvsem do sebe, zato ker se mi zdi, da če ne delaš to, kar misliš, potem težko prepričaš ljudi v to, kar govoriš. No, pa vendar, recimo je zanimivo to, ne? Bili ste socialni demokrat, še nedavno ste pravzaprav v svetu Evrope nastopali kot socialni demokrat, zdaj ste pri zelenih, ne? Tukaj vas moram tako dopolniti. V svetu Evrope sem bil predsednik politične skupine socialnih demokratov, zelenih in progresivnih demokratov. Torej, vsi smo bili skupaj v eni družini.
Tako da niso bili samo socialni demokrati, ampak se upravičujem, ker sem vas prekinil, sem mislil morda, veste, te vsebine, ki sem jih prej načenil, torej dolgoživa trajnostna družba, skrb za okolje in pa neko gospodarstvo, ki je prosperativno, pa ni obremenjujoče, to so teme, ki jih ne bi smeli označiti samo za neko stranko. Jaz bi si želel, da bi jih posvojili vsi. To drži, ampak vendarle ne. Socialni demokrati, potem imamo Vesno na eni strani, recimo tukaj morda res nekoliko idealistična zelena stranka, na drugi strani Desus, ne, za vsemi naj bi se pogovarjali pred evropskimi volitvami, vendarle gre za kar precej velike razlike v programih oziroma v političnih prepričanjih. Govor je bil kratek. Se torej vidite kot vsebinski politik ali vendarle nekoliko preračunljiv v tej logiki, grem s tistim, kjer recimo pač mi ponudijo infrastrukturo za volitve? Če bi bil takšen, potem verjetno ne bi šel kandidirati Vesnik, ker je ta infrastruktura majhna. Torej, tukaj je šlo dejansko za vsebinsko sodelovanje. Jaz bi si še enkrat želel, da bi se raje o vsebinah pogovarjali, manj o ideoloških predznakih. In veste, če bi res razgrnili mogoče malo bolj poglobljeno naše ali pa strankarske programe, bi ugotovili, da vsi o tem govorijo, samo izvajajo tega. Ne. Jaz bi si pa želel ravno obratnega. Ne. Torej, da bi v prvi plan dejansko postavili, kot sem prej rekel, trajnostno družbo. To ni izmišljotina, to je pomembno. Veste, sam mimogrede 50 milijard so letno škode naredi v Evropi za naravnih katastrof in pa še vedno danes dvomimo o tem, zakaj se nam dogajajo. To so stvari, ki so pomembne, se nam dogajajo vsak dan in je prav, da se bi v njih vsi skupaj pogovarjali, ne glede, a si bolj levi ali bolj desni. Vseeno, recimo mi je zanimiva ena vaša izjava iz intervjuja, ne, ko ste, mislim, da za Večer, če se ne motim, izrekli, ne, da ste ob stalni podpori, torej v koaliciji desnih konzervativcev in levih socialistov, ob stalni podpori liberalnih strank, se pravzaprav vodi evropska politika in da je ta politika državljane pustila na cedilu, ampak vendarle bili ste socialni demokrat, torej ste bili, lahko rečemo temu, del tega problema, ki je recimo Evropo po tej logiki pustil na cedilu. Tlele je ena časovna luknja, o kateri še nismo govorila. Jaz sem izstopil iz SD-ja 2009, danes smo 2024 in ravno pred nabenjenih razlogov. Zato, ker smo se premalo pogovarjali o vsebini in preveč o preračunljivosti. In to so bili moji vzgibi. Kar se pa tiče tega, kar ste zdaj citirali, to še danes žal drži. Namreč okrog določenih stvari, še enkrat, ko se pogovarjamo o planetu in okolju, ko se pogovarjamo o trajnostni družbi, jaz ne vidim tukaj nuje, da se delimo levo in desno. To so izzivi, ki se dotikajo vsakega od nas in bi morali vsi skrbeti, da bi jih naslovili. Zato sem tako bolj razočaran danes, ko vidim, kako je Evropa zavila v desno in kako spet danes se pogovarjamo in začnemo dvomiti, ne se nam nič ne dogaja na svetu, vse je super. Ma ni super, daleč od tega. Recimo zdaj je carine za Kitajsko. Mi bomo šli v protekcionistično politiko, da bomo zaščitili svoje gospodarstvo. Nismo se pa vprašali, ali je naše gospodarstvo še konkurenčno in zakaj ni konkurenčno, zakaj so nekatere bolj konkurenčne. Veste, treba bo enkrat na tečno vprašanje poiskati tudi iskrene odgovore. Pa bo pa lažje. Pa ni morda ravno evropska politika zelenih tista, ki zmanjšuje konkurenčnost evropskega gospodarstva? Obratno, jaz ves čas govorim, veste, če bi mi vlagali v električna vozila, takrat, ko smo obljubili, spomnili se boste, Volkswagen je pred 10 leti napovedal, da bo razvil določena vozila, pa jih ni. Zakaj jih ni? Ker so bili dobički bolj pomembni, ki ni bilo celo obdobje zelo velika. Kitajska v tem času je investirala ogromno. Kar vam hočem dopovedati je, zamujamo nekatere priložnosti, ker ohranjamo stare vzorce. In naše gospodarstvo ne bo konkurenčno na star način. Rekli ste zoprna vprašanja. Ne? Eno takšno je povezano tudi z vašim županovanjem v Kočevju in je zdaj eskaliralo jeseni tudi kot državna problematika in to je reševanje tega romskega nasilja, romske problematike širše. V Vesniku smo ravno omenjali, so se od nekaterih vaših pogledov na to temo zdi se vsaj tako malo distancirali in rekli naslednje, ne, da se borijo za Slovenijo, ki skrbi, citiram, za marginalizirane skupnosti, obravnava neenakosti in sprejema vse ljudi ne glede na izvor in da želijo politike in storitve, ki bi se spopadale z vsemi oblikami diskriminacije in nasilja ter prepoznavale raznolikost v Sloveniji. Ne? Kako odgovarjate vi z dolgoletnimi izkušnjami tam s terena tistim, ki v želji po rešitvi tega problema že kar vidijo neke vrste šovinizem? No, ta misel, ki ste jo citirali, je fantastična, zdaj pa potrebuje drugi del. In kaj je drugi del? Da vsi, tudi tisti, ki bi naj bili marginalizirani, izključeni in porinjeni na rob, morajo sobivati na nam približno isti način. Če
je zdaj to lahko izgovor, da si manjša skupina in ti ni potrebno živeti po naših pravilih in redu, potem seveda to ni več diskriminacija manjšine, ampak je obratno. Mi moramo vzpostaviti sistem, ker zakoni veljajo za vse enako. Samo to. Nikoli nismo tudi v kočevski občini delali na način, da bi mi nagajali, obremenjevali Rome in tako naprej. Je bilo pa obratno. Torej, jaz si želim samo nečesa. Veste? Mi moramo živeti v okolju, da se med seboj ne motimo, da se med seboj spoštujemo in da pravila, ki veljajo za ene, veljajo za vse. Ne smemo in ne moremo imeti državljane dveh ločenih zakonodajnih meril. To ne more biti. Pa vendar ne, ste pripravili zakon, ki bi to rešil in ga je vlada mirno vrgla v smeti. Tako je. In še nekaj, če se bova spomnila, jaz sem v državnem zboru takrat na pobudo 11 županov šel zagovarjati te zakonske predloge, ostali so se malo, bom rekel, skrili se za moj hrbet, ampak vendar, ko smo to predstavili, so mi potem zagotovili poslanke in poslanci državnega zbora, mi bomo pripravili boljši predlog, sem rekel, fantastično. In smo soglasovali, se opravičujem, za to, kdaj ga bodo pripravili. Veste, kdaj je bil datum? 1. december 23. Kaj je danes? Ne? Veste, o tem se pogovarjamo in tu se moram navezati na vašo misel. Ne? Treba je začeti delati, treba je nehati se samo pogovarjati. Zakaj ni interesa, recimo, zakaj ni posluha za te težave na državni ravni, se pravi, zakon je Roma v smeti, novega ni. Kje razumete to mačehovski odnos, recimo, do... Jaz sem se to samo eno samo misel. Mi imamo politično elito, ki se je dislocirala, ki se že zdavnej ne povezuje več z ljudmi, ne razume ljudi, ne posluša ljudi, ne vidi, kaj pravzaprav ljudje potrebujejo in to je hudo narobe, veste. In tle se mi zdi, da bo treba pač enostavno včasih daj tudi prisluhniti in ne samo od zgoraj navzdol razlagati, kaj je prav in kaj ni prav. Vaši stroki, geopolitika, bliže temu, ne? Kako vidite možnosti za konec vojne v Ukrajini? Dve vprašanji, ki sta na videz malo kontradiktorni, lahko ob ustrezni podpori Zahoda Ukrajina zmaga in obratno, ne? Če damo svetu sporočilo, da bo Ukrajina pri nekih mirovnih pogajanjih izgubila del ozemlja, kakšno sporočilo za varnost v Evropi bi to bilo? Definicija vojne je nadaljevanje politike z drugimi sredstvi, kar pomeni, da je politika padla na izpitu. In diplomacija. Evropa ne more, poudarjam, ne more premagati Rusije na bojišču, niti podrazno ne, ker enostavno nečesa nima, to pa je nuklearnega orožja. Mi ne moramo leverage, se pravi kontrateze zgraditi, ker nimamo te moči. Moramo se pogovarjati, se strinjam, da moramo se pogovarjati na način, da bo, se pravi, teritorialna integriteta Ukrajine zagotovljena. Bo pa verjetno potrebno poiskati koncesije, da bodo ozemlja, recimo, če konkretno o Donbasu govorim, dobila določeno mero avtonomije znotraj Ukrajine. Približevanje ali pa vključevanje Ukrajine v NATO bo za moj okus še dodatna provokacija in ne sama zaščita in jaz sem prepričan, da bo Ruska federacija in drugi strani naredili vse, da se ta korak ne bo zgodil. Rekel bi vam, da se tudi na savani redko zgodi, da bi lev bil sit, antilopa pa kljub temu cela. Ne? No, so levi kar vitki, ki so leni pri lovu, tako da jaz mislim, da tle bo treba najti resen kompromis. Nadaljevanje vojne nikakor ni rešitev, tudi predvsem ne za Evropsko unijo, ker to znižuje našo konkurenčnost v gospodarstvu, predvsem pa nimamo virov, s katerimi bi lahko to vojno dejansko zmagali. Francija, Velika Britanija imajo jedrsko orožje in ne nazadnje z to neutralnostjo Budimpeški memorandum je to v Ukrajini, celo Rusija je to v Ukrajini garantirala, pa vidimo, kje smo. Ne? Se strinjam, je pa tudi res, da smo vmes imeli dva dogovora, Minsk 1 in Minsk 2, za katere je bil porok, da se bosta ta dva dogovora izvajala ravno Evropska unija, pa se niste izvajali v nobeni točki. In to mislim, da je bila velika napaka. Ste proti jedrski energiji? Zdite se v kontekstu, niste? Ne, to moram biti jasen. Proti jedrski energiji nisem, sem pa proti projektu, ki ga Slovenija danes pripravlja. Ta projekt je za mene absolutna napaka. Torej ne zgolj proti referendumskemu vprašanju, za katerega se mnogi strinjajo ali pa strinjamo, da je zavajajoče, ampak prav proti projektu ste. Ja, tako kot je zdaj zastavljen, kjer ne vemo, koliko je velik, kdo ga bo financiral, kakšna bo cena te energije, kdo ga bo upravljal, skratka odgovorov sploh nimamo na mnogo vprašanja in jaz mislim, da je zelo nefair do vseh nas, ki živimo v Sloveniji, da se nas sili odgovarjati na nekaj, za kar pravzaprav nismo dobili nobenih pravih odgovorov. Torej, če bi recimo dobili te odgovore, bi bili naklonjeni izgradnji recimo še kakšne nuklearke v Sloveniji? Jaz bi najprej poiskal neke alternative. Mislim, da tudi tega nismo še odgovorili, da imamo kar neke možnosti, ker bi to lahko storili. Smo danes še vedno jedrska država, torej imamo še vedno nuklearko. Ta bo delovala še 17 let z uporabnim dovoljenjem, ki ga ima. Bi pa tako rekel, če je to
torej nuklearka 2, taka velika poslovna priložnost, kot nam danes hočejo nekateri povedati, zakaj pa tega ne zgradi gospodarstvo samo? Sej, veste, ni noben, zakaj ne bi vložili v tak projekt denarja, če je to super zgodba? Zakaj bi morala država prevzemati odgovornost in tveganje na eni strani, nekdo drug bi potem pa pobral po domače smetano? Tukaj se mi zdi, da smo res v eni dilemi in bi se ta vprašanje res mogel imeti nekaj odgovora, da bi se lahko odločili. To je pa v preteklosti že pokazalo. Slabši posel za državo, boljši posel za koga znotraj države. Žal res, imamo izkušnje. Gremo za konec še malo privatne vode. Ste oče 2 najstnic. Kako je videti vzgoja iz Bruslja, vas ta potovanja nenehna pri tem, kaj ovirajo? No, seveda, se človek izčrpa, to moram povedati, je pa res, da starejša je zdaj začela študirati na medicinski fakulteti in je zelo, bom rekel, fokusirana na to, kar dela, to, da je vzgoja zdaj res že malo manj. Veste, če nisem do zdaj nič naredil na tem področju, pa zdaj ne bom nič naredil. Tako sem se zamudil, kaj se je zamudil dalo, ne po domače. Sta mlajša je pa zdaj na gimnaziji, 2. letnik, pa moram reči, da so obe res fejst punce in se lahko res na njih zanasem. So bile pa seveda takšni drugačni izzivi, ampak smo jih ob pomoči moje soproge tudi nekako obvladovali. Gospod Prebilič, najlepša hvala, da ste si vzeli čas, prišli z nama na safari, zdaj pa ste na vrsti vi, spoštovani gledalci. Tako kot smo zadnje epizode vajeni, tudi tokrat imava 4 vprašanja za vas. Prvo, kakšen domet pripisujete Vladimirju Prebiliču ob morebitni udeležbi na parlamentarnih volitvah? In ali bi se morda vendarle obnesel na vrhu stranke Socialnih demokratov? Kakšne možnosti pripisujete tako imenovani Radler koaliciji? Anže Logar pravi, da ima Radler 2%, bo imela koalicija kaj več. In pa kako se strinjate s pogledi, ki jih zastopajo župani jugovzhodne Slovenije na področju romske problematike, bi se zakonodaja vendarle, bi jo bilo vredno potegniti iz smetnjaka in vendarle tudi uveljaviti? Vidimo se tudi na vseh družbenih omrežjih, tam je ključna beseda zakulisno in šele potem safari. Poglejte nas tudi na TikToku in Instagramu, kjer smo od nedavnega. Sicer pa nasvidenje v redni epizodi kmalu, že v petek. Že ta petek, nasvidenje.